upam, da bom v tako kratkem času odgovoril na vprašanje. Predtem pa bi vseeno želel spomniti dejstvo, da je neko delo pomembno tudi za sedanji trenutek. Naredila Komisija za raziskavo povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih nepravilnosti, ki je bila ustanovljena po prvih demokratičnih volitvah leta 1990. Sicer je delovala tudi tukaj za območje Cerknice, posebna občinska komisija. Tudi sam sem bil njen član in naj povem, da smo si takrat prizadevali, da je prva naloga te komisije, da popiše vse žrtve. In k temu smo upoštevali vse relevantne vire, tako arhivske, potem literaturo na to temo in tudi ustne vire. Rezultat tega prizadevanja članov komisije je bila potem knjižica Žrtve druge svetovne vojne na Ožjem Notranjskem, ki je šla leta 1996. Hočem, da bi začutili, za kakšne razsežnosti pobojev je šlo, hočem povedati se nekaj osnovnih ugotovitev, ki izhajajo iz statistike popisa teh žrtev. Naj povem, da je bilo ugotovljeno za Ožje Notranjsko, torej za nekdanjo cerkniško občino, kamor sedaj spada, kamor moramo sedaj prištevati tudi občino Loška dolina in občino Bloke, da je na tem področju 12,6% žrtev. Da je od tega v predvojni občini Begunje, da je bilo teh žrtev veliko več, to je 18,5%, in občina Sveti Vid 21,7%. V primerjavi z Ljubljansko pokrajino, z področjem Republike Slovenije so to veliko večji procenti, recimo Ljubljanska pokrajina 8,8%, Republika Slovenija 6%. Če primerjamo z Zahodno Evropo, so to zelo veliki odstotki. V primerjavi z Vzhodno Evropo pa so ti odstotki nekako na meji, naprimer, če vzamemo predvojno občino Sveti Vid. Mislim, da je to potrebno za ta uvid, kajti iz tega pregleda se je lahko ugotovilo, kakšne so žrtve, torej po eni strani za določena ožja območja, po drugi pa tudi za časovni vpogled v to dogajanje. Kajti sam seznam je bil pripravljen za celotno obdobje vojne in povojne, tukaj pa nas zanima predvsem za to obdobje, ko so padale žrtve Krimske jame. In to predvsem med povzročitelji partizani. In lahko ugotovimo, da pred prvim nastopom protikomunistične obrambe, pred prvo ustanovitvijo Vaške straže, je bilo na tem območju čez 30 žrtev. In lahko ugotovimo, da je označeno po tej statistiki, po teh arhivskih virih, da imamo vsaj nekako 17 primerov, ki se vežejo na Krimsko jamo. To je nekako nekako polovico vseh teh žrtev v tem času do ustanovitve prve protikomunistične obrambe se žrtve tega območja vežejo predvsem na Krimsko jamo. Da bi nekoliko začutili ta čas, torej junij, julij 1942, naj tukaj izpostavim predvsem dogodke na konferenciji komunistične partije na Cinkovu v Kočevskem Rogu 5. do 8. julij 1942. To je nekako tisti čas, ko je bilo v Krimski jami največ žrtev. Na tej konferenciji se je poudarilo, oziroma sama konferenca je izvenela kot nekakšen poziv komunistom na poboje. Da je naravna danost bela garda, ki je v vsaki družbi, ki jo je treba uničevati. In tudi zelo nenavaden izraz je bil, da je treba združevati najplemenitejše ideje s pobijanjem ljudi za komunistično idejo. In ta čas
poboje v Krimski jami, lahko označimo tudi že neko pričakovanje komunistov v pričakovanju konca vojne. Takrat so se na vzhodni fronti kazali že neke znaki, da se bo vojna vendarle na vzhodu nekako zaustavila, oziroma da je možnost zmage torej Rdeče armade. In s tem so tudi komunisti v Sloveniji nekako pričakovali, da bo za zmago Rdeče armade tudi na Slovenskem prišla ta revolucija, ki so jo začeli nekako v drugo fazo. To pomeni, da se bodo začeli množični poboji vseh nasprotnikov. Če označim še na kratko območje Krimske jame, je to območje Vidovske planote in večji del Menišije. Poleti leta 1941-1942 tukaj ni bilo več okupacijske oblasti, italijanska vojska se je tu umaknila in tako je nastalo osvobojeno ozemlje, oziroma vzpostavila se je nova oblast, tako imenovana Sovjetska republika. Na tem območju je deloval partizanski bataljon Ljuboševcev, ki je bil ustanovljen januarja 1942. 24. aprila leta 1942 je bil potem vključen v novo nastali notranjski odred, ki se je pa v začetku julija preoblikoval v Krimski odred. In ti odredi so bili v sklopu tako imenovane tretje grupe odredov. No in v taborišču ali ob taborišču pri Krimski jami je bila tretja četa bataljona Ljuboševcev. Naj omenim še nekaj značilnosti za delovanje sovjetskih republik. Tukaj se uveljavlja nova, tako imenovana ljudska, to je partijska oblast, in izvajalci te oblasti so terenski odbori. Za Krimsko jamo je tukaj pomemben dokument, ki ga lahko vidite tudi na sami razstavi, in tukaj bi rad samo citiral del tega dokumenta. Za to, da bi lažje domeli bistvo tega dogajanja. Namreč, komanda tretje čete prvega bataljona Ljuboševcevja Krimskega odreda 13.7.1942 piše štabu bataljona. Med drugim, navajam, ob tej priliki smo aretirali po nalogu terenskega osvobodilnega odbora v Begunjah Juvančič Ano, Juvančič Angelo, Obreza Ano, Sivec, Jožefo, vse iz Begunj ter Marijo Zalar, že dolgo zasledovano vohunko iz Kožljeka. Vse navedene so bile danes zaslišane in takoj na to justificirane. Hkrati smo justificirali tudi Purkat Ivanko iz Otav, sestro imenovanega Malčka. Zaključek citata. Torej, vidimo iz tega dokumenta, da so iniciatorji teh pobojev terenski odbori v posameznih krajih, konkretno tukaj v Begunjah. Poleg te oblasti moramo navesti, da ta nova oblast odloča o življenju in smrti ljudi na tem področju. Torej, izvaja partijski teror, policijski nadzor in sestavlja razne sezname političnih nasprotnikov za likvidacijo. Tak seznam je tudi bil med vojno objavljen in primer iz Loške doline. Tam so seznami po posameznih vseh, za posamezne družine, osebe in podobno. Kaj vse je potrebno likvidirati. Potem v teh sovjetskih republikah se odstrani predstavnike stare lokalne oblasti. Tukaj naj omenim likvidacijo in umor župana, tajnika in odbornika pri Svetem Vidu. To je župan Tekavec 24. aprila leta 1942. In v teh republikah se izkazuje tudi nasprotovanje in izrazito sovraštvo do cerkve. Zopet kot en tak primer lahko omenim umor župnika Karla Žužka pri Svetem Vidu. Torej, to je čisto na kratko. K temu bi dodal samo še dejstvo, da ni, oziroma ugotovitev, da ne moremo razumeti dogodkov med drugo svetovno vojno
in zato tudi ne Krimske jame, če ne vemo, kakšni so bili glavni cilji ilegalne komunistične partije, kako je bila ta mednarodno povezana, kakšna je bila njena struktura, njeno delovanje. In tukaj naj povem, da je bilo vse izdelano po vzoru iz Rusije, da je bilo to vzor bolševistične revolucije, da je vse, kar je prihajalo iz Rusije, bilo svetu posvečeno. Najvišji ideal je bila izvedba oktobrske revolucije, vzor za komunistično partijo tukaj, da so se po njenih izkušnjah učili, da so študirali, posebej študij VKPB, Vsezvezne komunistične partije bolševikov, in da so od teh glavnih ciljev, da je bila potem odvisna strategija in taktika njenega delovanja. To so prilagajali in spreminjali glede na vsakokratne okoliščine, vendar pa so cilji stajali isti. Nekateri so s časoma mislili, da so zaradi drugačne strategije in taktike spremenili tudi cilje, vendar se to ni moglo storiti. Za svoje cilje so uporabljali tudi vsa razpoložljiva sredstva. Prve vrsti so se odlikovali z varjanjem, to je skrivanje za OF, bojem za osvoboditev, s terorjem in strahovanjem, umori, grožnje z zavajanjem, tako ustvarjanje neke brezrazredne družbe, delitve imetja, belogardistov in podobno. Tudi druge okoliščine so tukaj pomembne, ki bi jih našteval, vendar ni časa, da bi jih tukaj omenjal. Bi samo omenil, da Boris Kidrič po vojni ni brez utemeljenega razloga zapisal, da brez vere v zmago sovjetskega orožja v Sloveniji ne bi počela nobena partizanska puška. Posledično so bile zaradi izvedbe revolucije potrebne žrtve. In najzgovornejši dokaz za to je prav Krimska jama. Hvala, magister Kuliš.